Dobrodošli v novem videu. Včeraj je bil kar zanimiv dan, ker smo dobili zelo veliko earningsov. Ne vem, če je že bil kdaj kakšen tak dan, ko bi toliko večjih podjetij, ko je toliko večjih podjetij reportalo earningse. Dobili smo Apple, Google, Amazon, Starbucks, Ford, pa še ful drugih, ampak to je par imen, ki bom jaz malo šel čez njihove earningse na tem kanalu. No ja, moram pa v bistvu reči, da vsi od teh earningsov tako niso bili preveč dobri, če v bistvu samo to rečem. No, market je danes sicer dosti flat, kar mi v bistvu potrdi to, kar sem v bistvu razlagal tudi pri meta earningsih, da je ta market, ki ga zdaj gledamo, že dosti tak risk-on market. Bomo si tudi pogledali v bistvu zakaj. Ker se mi zdi, da če bi bili, ne vem, pred pol leta taki earningsi, kakor smo jih dobili, bi bil market po moje down 3% naslednji dan. Tako da, danes si bomo v bistvu pogledali te najbolj zanimive earningse, ki so jih vsi pričakovali, vsi so jih čakali. Pogledali si bomo big boya Appla, se pravi največje podjetje na svetu, in v bistvu, če vam povem, market je probably flat zaradi Appla. Če si pogledamo, Apple je danes up 3%. Zdaj, malo zanimivo, včeraj, ko so prišli earningsi, se pravi v aftermarket trading urah, je bil Apple v bistvu down, tam vse do 1,5%. Kakor sem rekel, tudi earningsi niso se mi zdeli toliko dobri, no. Tako da, v bistvu ne vem, kaj se je danes spremenil. Dajmo si pa v bistvu kar pogledati earningse, no. Apple je basically mislil več ali manj na vsemu, se pravi, če si pogledamo EPS, $1,88 proti $1,94 expected, isto down 10%, 10,9% od lani. In pa revenue, se pravi 117,15 milijarde proti 121,1 expected in pa tudi down od lani, se pravi 5,5%. No, se pravi Apple mislil na obojmu. Pričakovali bi, da bo stock danes down, in ja, kot sem rekel, v bistvu tudi včeraj, ko smo dobili earningse, je Apple stock bil down. Tako da, dajmo si pogledati še v bistvu malo za posamezne produkte, se pravi iPhone-i, 65,775 milijarde proti 68,29 expected. Vidimo tudi dosti zmanjšanje iPhone revenue od lani, in sicer tole je v bistvu 8,17% down od enega leta prej za iPhone. Tudi Maci so mislili na revenue 7,735 milijarde proti 9,36 expected, isto down od lani za kar 28%. No, ena stvar, ki je pa bitala, so pa iPadi, se pravi 9,4 milijarde proti 7,8 expected. Vidimo, da tudi up od lani za 30%, tako da ja, tukaj jim dam, na iPadih so growali. In sicer v bistvu, če ne veste, iPad, v bistvu Apple je imel lani dosti probleme za supply chain, kar se tiče iPadov, tako da zgleda se je to pač letos poboljšalo, kar se tudi vidi v reportu. Wearables and home accessories, se pravi, to so ure, AirPods in ta Apple Home device, kako se mu pač reče. So isto misel, torej 13,48 milijarde proti 15,23 expected, isto down od lani za 8,3%. No, je pa v bistvu Apple beatil na servisih, se pravi 20,76 milijard dolarjev revenue proti 20,67 expected, isto up od lani 6,4%. Če si pogledamo malo po regijah, Apple je v bistvu povsod zmanjšal svoj revenue. V Ameriki, v Evropi, se pravi na Kitajskem, Japonskem, isto v tej APAC regiji, se pravi povsod se je zmanjšal Apple revenue. In ja, pač v bistvu se vidi, da ima folk malo manj casha, probably
si ne kupujejo več vsi novih iPhonov, novih iPadov, ne vem, od vsega česa. Kakor mogoče 2 leti nazaj, ko so imeli ljudje v bistvu malo več našparanega keša, pa so si lahko privoščili take stvari. V bistvu je Tim Cook veliko govoril, Tim Cook je od Apple CEO, je veliko govoril, da se je revenue zmanjšal še vedno zaradi supply chainov, se pravi, še vedno so se zgovarjali na to in da bi v bistvu bi lahko prodali več iPhonov, če bi bili supply chaini boljši. No, ja, če si pogledamo, tudi njihovi marginsi so se poslabšali, se pravi gross marginsi. To je basically, če delimo te dve cifre, ne, dobite gross margine. In sicer so se zmanjšali za približno 1,5%. Gross marginsi letos so bili 42,96%, sicer je bilo expected 42,95%, tako da tukaj so sicer bitali za tisti 0,01%, ampak ja, kot sem rekel, down od istega kvartalja lani. Podjetje nam ni dal nobenega guidancea, nobenih pričakovanj za naprej, kar je dosti tipično za Apple. V bistvu, po moje, niso dali guidancea že, ne vem, zadnja 3 leta. No ja, ampak v bistvu, če gledamo, kaj analisti mislijo, pravijo, da pričakujejo okoli 98 milijard revenue se pravi zdaj v naslednjem kvartalju. In ja, to je bilo v bistvu basically to za ta Apple report. Ja, prvič od leta 2019 se je Apple zmanjšal revenue. In ja, zgleda so investorji pričakovali slabše novice. Kakor sem rekel, zdi se mi, da smo trenutno že v dosti, kar se tiče marketa, že v dosti takem risk-on stanju. Kakor sem rekel, taki earningsi pred pol leta nazaj se mi zdi, da bi dobili dosti slabši respons, kakor so ga zdaj. In ja, Apple bo v bistvu tudi move market, se pravi, kakor sem rekel, Apple je danes 3% gor. Če si pogledamo, recimo Google pa Amazon so oba reportala earningse, oba sta down. Bom v bistvu objavil jutri video na Googlu pa Amazonu. Ampak ja, Apple ima toliko velik market cap, da bo basically premikal skoraj cel market. Tako da, če bi Apple bil, recimo tako kot včeraj zvečer, je bil Nasdaq isto down 1-2%. Zaradi Appla, pol, ko se Apple obrne, se v bistvu tudi vse ostalo. Tako da ja, to je bilo to za ta video, no. Hvala za ogled, pa se ga jutri v Amazon pa Google earningsih.